Prvak Slovenske ljudske stranke Radovan Žerjav bi gotovo rekel, da so časi težki. A še bolj kot težki so časi vroči in zadušljivi. Vremensko občutljivi ljudje so zato v teh dneh na preizkušnji. Kako huda je ta preizkušnja, je prejšnji teden pokazal kratek dialog med predsednico Komisije za peticije Tamaro Vonta in notranjim ministrom Vinkom Gorenakom. Gospod minister, sem vas prosila za besedo. Imate besedo? Umirite se, vam bo zdravje bolj služno. Ja, prosim? Umirite se, boste lažje živeli. Slišali smo, kako je vremensko razdraženi poslanki minister svetoval, naj se umiri. Še dobro, da se Gorenak ni domislil, da bi poslanko poslal v kot, klečat na koruzo. Tu bi prav zlahka storil, saj je razprava potekala v eni od sejnih sob s pravokotnim tlorisom. Vemo pa, kako je poslanka Maša Kociper predsedniku Državnega zbora Gregorju Virantu ukazala sedeti v kotu, celo v okrogli dvorani Državnega zbora. Ko vodimo z zgledom ali z lastnim vzorom, morate pa vi, gospod predsednik, res molčati in biti lepo tiho in kotu sedeti. Še sreča, da so parlamentarne počitnice pred vrati, kajti očitno je že skrajni čas, da si fantje in dekleta privoščijo malo miru. A kot vse kaže, počitka ne bodo deležni vsi. Utegne se namreč zgoditi, da bo Komisija za poslovnik zaradi izrednih razmer zasedala tudi poleti. Pravkar omenjena incidenta namreč kažeta, da so nekatera poslovniška določila nejasna in nedorečena. Kako naj človek ravna, komu poslanka denimo zabrusi? Morate pa vi, gospod predsednik, res molčati in biti lepo tiho in kotu sedeti. Ali pa ob takšnem nasvetu ministra. Umirite se, vam bo zdravje bolj služno. Ja, prosim? Umirite se, boste lažje živeli. Doslej praksa ni bila enotna. Predsednik Državnega zbora Gregor Virant je denimo odreagiral takole. In biti lepo tiho in kotu sedeti. Vi mi že ne boste govorili, kdaj moram biti tiho. Potem pa je Virant vodenje seje mirno nadaljeval. Povsem drugače je ravnala Tamara Vonta. Tega si jaz kot predsednica te komisije ne bom dovolila, da bo meni minister govoril, naj se umirim, da bom lažje živela, zato bom sejo prekinila in jo nadaljevala kdaj drugič. No, torej drugič, kajti v petek so šli vsi domov. Ali pa na morje. No, morda kdo tudi na pivo. Ali je torej v kočljivih trenutkih treba vsekati po mikrofonu, prevrniti stol, razbiti šalčko od kave in oditi domov? Ali pa se je bolje delati, kakor da se ni nič zgodilo in sejo nadaljevati? To je zdaj vprašanje. Čeprav žal ne edino vprašanje, ki bo to poletje zaposlovalo naše parlamentarce. Opozicija si je sicer edina, da je treba najkasneje jeseni vlado sesuti. Manj složna pa je glede načina, kako naj to stori. Novi prvak SD-ja Igor Lukšič je že napovedal, da bodo jeseni odprte vse možnosti, tudi radikalne. Vodja poslanske skupine socialnih demokratov Janko Veber pa je dodal še napoved konstruktivne nezaupnice. 1, 2, 3, streljaj! Ekipa Pozitivne Slovenije pa je bolj športno razpoložena. Oni bi ministre Janševe vlade podirali drugega za drugim, počasi in z užitkom. Se pravi, z interpelacijami. Alenka Bratušek bi najraje podrla ministra za finance Janeza Šušteršiča. Janiju Möderndorferju pa je v principu vseeno, kdo pade prvi.
Njemu je važno le, da kegljanje poteka na domačem terenu, se pravi v Stožicah. I aim for the 6 pin, 7 pin, 8 pin, 9, 10 pins down the lane. I throw the ball when I hit the line and then I knock 'em down again. I likes to go bowling with my best friend Bert, with my bowling ball and my bowling shirt. Bowling is my kind of game.